Pozdravljeni! Čas je za zgodbico. Nina je živela v velikem mestu. In ker je že naredila domačo nalogo, ji je mama dovolila, da gre v mesto. In tako se je odpravila. V mestu je srečala učiteljico Anjo. Če veš, kako rečemo moškemu, ki opravlja poklic učitelja? Moški par učiteljice imenujemo učitelj. S sošolcem Matejem se je dogovorila, da se bosta odpravila v restavracijo. Ker je Nina malo zamujala, jo je pred restavracijo že čakal sošolec Matej. Ali veš, kdo je ženski par sošolcu? Ženski par sošolcu je sošolka. Ko sta pojedla okusno večerjo, sta poklicala natakarico, ki jima je prinesla račun. Pa imenujemo moški par natakarice? Imenujemo ga natakar. Na poti domov je na prehodu za pešce srečala policajko, ki jo je opozorila, da lahko prehod za pešce prečka samo pri zeleni luči. Kdo pa je moški par policajki? To je policaj. Ker je bila že zunaj tema in je Nina bila zelo utrujena, se je odločila, da se bo ulegla v posteljo in zaspala. Bila je zelo vesela, saj je preživela čudovit dan. V tematskem sklopu Družina smo se že pogovarjali o družinskih članih. Tisti, ki so moškega spola, in tisti, ki so ženskega. V nadaljevanju bo tvoja naloga, da pravilno poimenuješ osebe. Kdo je na levi strani? Oče. Kdo pa na desni? Mama. Kdo je na levi strani fotografije? Dedek. Kdo pa na desni? Babica. Kdo je tisti v modri majčki? Brat. Kdo pa je deklica s kitkami? Sestra. Kaj je deček mami in očku? Sin. Kaj pa deklica? Hči. Kaj je deček babici in dedku? Vnuk. Kaj pa deklica? Vnukinja. Kdo je mamin ali očetov brat? Stric. Kdo pa je njuna sestra? Teta. V nadaljevanju boš poimenoval pare, ki jih pogosto uporabljaš. Kdo je tisti, ki sloni z nogo na žogi? Fantek ali deček? Kdo pa je tista v rožnati oblekici? Deklica. Kako rečeš dečku, ki sedi v šolski klopi? Učenec.
Kako pa deklici? Učenka. Kdo je tisti, s komer si skupaj v razredu? Sošolec. Kdo pa je deklica, s katero si skupaj v razredu? Sošolka. Kdo je tisti deček, ki mu zaupaš svoje skrivnosti? Prijatelj. Kdo pa je deklica? Prijateljica. V začetku posnetka si že spoznal nekaj parov v poklicih. V nadaljevanju poimenuj osebe, ki opravljajo še druge zanimive poklice. Ta poklic si danes že spoznal. Kdo je tisti, ki stoji na levi strani? Učitelj. Kdo pa stoji na desni strani table? Učiteljica. Kdo je tisti gospod, ki ti pomaga, kadar zboliš? Zdravnik. Kdo pa je gospa, ki ti pomaga, kadar zboliš? Zdravnica. Kdo je tisti gospod, ki poskrbi, da lahko zdravo ješ? Kmet. Kdo pa je tista gospa, ki poskrbi, da imaš na voljo dovolj zelenjave? Kmetica. Kdo je tisti fant, ki igra v gledališki predstavi? Igralec. Kdo pa je tista deklica, ki jo vidiš na odru? Igralka. Kdo je tisti fant s čudovitim glasom? Pevec. Kaj pa deklica, ki tako lepo poje? Pevka. Kdo je tisti gospod, ki poskrbi, da nismo lačni? Kuhar. Kdo pa gospa, ki polni naše želodčke? Kuharica. Kdo je mož v modrem? Policist. Kdo pa je njegova partnerka? Policistka. Kdo je tisti mož, ki pogasi požar? Gasilec. Kdo pa je gospa? Gasilka. Kdo je tisti gospod, ki poskrbi, da je kužku bolje, če zboli? Veterinar. Kdo pa je gospa, ki poskrbi za našega hišnega ljubljenčka? Veterinarka. Ali poznaš morda še kakšen par v poklicih? Pri spoznavanju okolja pa danes teče beseda o živalskih družinah. Tudi tam si že ali boš spoznal ženske in moške oblike živali. Vseeno pa v nadaljevanju posnetka poimenuj živali. Živali na levi strani je ime Tom. Katera žival je to? Maček. Na desni je Liza. Kako imenujemo to žival?
mačka. Na levi strani sedi Piki. Kaj je to? Pes. Na desni pa je Pika. Kaj je to? Psička. Tisti, ki ima rožo na glavi in košat rep, je petelin. Tista, ki vali jajčka, pa je kokoš. Iz risanke poznaš žival, ki jo vidiš na fotografiji in ji je ime Jaka. Kako rečemo živali na levi strani? Racman. Na desni njegova družica pa je raca. Katera žival je tista, ki se postavlja z rogovi in s tem želi osvojiti družico? Kozel. Kdo pa je njegova družica? Koza. Katera žival je tista na levi strani z zavitim rogovjem? Oven. Kaj pa je njegova družica? Ovca. Kako rečemo žrebičkovemu očetu? Konj. Kaj pa mami? Kobila. Kako rečemo očetu majhnega medvedka? Medved. Kako pa njegovi mami? Medvedka. Kako rečemo očetu majhnih lisičk? Lisjak. Kako pa mami? Lisica. Kako rečemo živali, ki je na levi strani fotografije in ima rogovje? Srnjak. Kako pa tej na desni? Srna. Katera žival ima tako košato grivo? Lev. Kako pa rečemo njegovi nevesti? Levinja. Kako rečemo očetu majhnih tigrčkov? Tiger. Kako pa njihovi mami? Tigrica. Ali poznaš še kakšen par pri živalih? Tako, odlično ti je šlo. Sedaj pa delo v zvezku s črtami. V zvezku s črtami napiši naslov ženski par moškemu. Naslov napiši z rdečo barvico. Nato razpolovi stran s črto. Na levi strani črte naj bojo osebe oziroma živali ženskega spola. Na desni strani pa osebe oziroma živali moškega spola. Prvi primer imaš že rešen. Ženskega spola je učenka, moškega spola je učenec. Drugi primer imaš naveden ženski spol učiteljica, kako pa je moški spol, dopiši. Opravi naslednje primere tako, da dopišeš ženski par moškemu oziroma obratno.